nekoč in danes smo pričeli že pred 4 leti na pobudo našega kolege Andreja Šmona, ki bo nocoj tudi vaš gostitelj in voditelj. Ja, amen. Takole, projekt Nekoč in danes smo pričeli iz razloga, da bomo naše starše oziroma starše naših učencev, ki trenutno obiskujejo glasbeno šolo, spodbudili k temu, da bi ponovno po daljšem premoru in pauzi prejeli svoj instrument, ki so ga nekoč igrali v glasbene šoli in skupaj s svojim otrokom nastopili tukaj na odru. Kljub nekaterim pomislekom, ali nam bo uspelo v zadostni meri motivirati starše, smo bili res izjemno presenečeni nad velikim številom prijavljenih in velikim številom nastopajočih. Koncert starši in otrok izvajamo vsake 2 leti in prav tako vsake 2 leti povabimo tudi nekdanje učence pod istim naslovom Nekoč in danes, kajti nekoč so bili naši učenci, nastopali so na tem odru, danes pa so dijaki Konzervatorija za glasbo in balet v Mariboru ali pa študenti na eni od akademij doma ali v tujini. Prav tako se vedno veselimo njihovega odziva, da se z veseljem vračajo na domači oder in se nam predstavijo nekako bolj, kako so napredovali na te svoje glasbene poti. Upam, da bomo tudi nocoj uživali, vsem skupaj želim en tak lep glasbeni večer, glasbeni dogodek, skozi katerega vam bo popeljal kolega Andrej Šmon. Hvala lepa. Začeli bi z našimi prvimi 3 dijaki, Filip Kokot klavir, Ana Špec flauta in Kristina Presker klavir. Torej, Filip Kokot je začel pri naši učiteljici Tatjani Gabršek, Ana Špec pri Bojani Rojko in Kristina Presker pri Barbari Škof. Ker imamo črno-bele tipke in v bistvu je to zelo dobro, recimo, a lahko igraš ob žalostnih pa dobrih, veselih priložnostih, pa Ivan veselo igra klavir, pa pozvoni, pa prija soseda, Ivan, ja pa zakaj ti to igraš klavir, je pa tašča umrla, rek se pa po črnih tipkah igram. A si predstavljate, če bi bil malo žleje, da bi on po belih tipkah igral?
Naslednja se nam bo predstavila Nika Rupnik, ki se je najprej harmoniko 2 leti učila pri spoštovanju ravnateljici Radmili Viklič-Šmakič, potem pa je do spremnega izpita učil Marko Bračič. Jure Jozič Evfoni se je učil pri Valterju Kukoviču in Zara Frangeš violino pri Špeli Kuzje. Evfoni, če kdo moče ne ve, Evfoni se strokovno čuje, sliši, to je pa bariton. Zdaj bi vas eno šalo o baritonu. Imam napisano, to je bilo pri sodniku. Je res, da ste sosedu vrgli kamen v okno? Res je, gospod sodnik. Ker je bilo njegovo igranje baritona nevzdržno. Pa obžalujete svoje dejanje. Seveda, saj se skozi razbito okno igranje še bolj sliši.
bom slučajno zamešal prva dva samoglasnika, ker ko vidim zala, kako dobro izgleda, same lepe punce od zadaj, same lepe punce tu v dvorani, da res ne bi se nerodno izrazil. Ona igra saksofon in saksofon se je začela učiti pri Matjažu Lorencijo. Jana Stanček klavir pri naši Barbari Škof in Matic Lorbek harmoniko pri Petru Skrbišev. Bi še brez eno šalo povedal, ki mogoče to sploh ni šala, ženskam bo všeč. Kje je pa vaš mož, gospa Magda? Doma s svojim 4-nožnim prijateljem. Nisem vedela, da ste kupili psa. Vsega nismo. Mislila sem, da on leži na kavču pred televizorjem. Mi tudi imamo Magdo. Magda ima psa doma, ampak imajo pa doma tudi kavč, pa televizor, pa pilot.
Vzel pa je inštrument, naš Martin je sila, postavni fan in tudi ima tudi tak postavni inštrument. In kot zadnji se bosta pa predstavili Živa in Neja Skrbiš. Jaz jih še vedno ne ločim. Vsako leto govorim, pa jih ne ločim, jaz imam brata dvojčka med drugim, midva se ločima, jaz njega ločim, brata. Peter pa Bernarda bi lahko ali imenovala Živa, ali pa Neja. Tu pa govorim zato, ker bom še enega o dvojčkih ne šala povedal. Pol, da dobi dvojčka in ga okolnici vprašajo, kako jima bo dal ime. Rekel, tale bo Janez, tale bo pa Janez. Koliko jih boš pa razlikoval? Nek je že malo gledal naprej, rekel, čez par let, rekel, sonce, plaža, morje, vročina. Janez, eno pivo, bo imel pa kar 2 piva.
se vsem nastopajočim zahvalil, pa čestitil za nastop, zdaj bi pa ne prišli na oder, ne. Vam pa hvala lepa za potrpežljivost, ob drugi priliki se vidimo in kar se voditelja tiče, pustite se preseliti.